Kot sva z ministrom dejala, mogoče še ti kaj dodal v zvezi s tem, krati sporedno z projektom novega zakona se intenzivno pripravlja po delovnih skupinah tudi zakonodaje. Tako da računam, da bi jeseni, septembra, oktobra že imeli delovno gradivo pripravljeno do takšne faze, da bi lahko z njim začeli z javno razpravo. Sedaj seveda volitve imamo pred vrati, zakonodaja bo pripravljena in bo seveda ponujena vladi oziroma koaliciji, ki bo po volitvah sestavljala vlado, da bo lahko delala. Mi smo svoj del dela naredili tako, kot smo planirali in obljubili, ne glede na to, kakšne so volitve. Zakonodajo je treba popolnoma drugače napisati. Sedaj smo v bistvu lepili spremembe členov na zakonodajo, ki je bila prej in ni doživela tiste spremembe in tistih prijemov, ki jih imajo zakonodaje v nekaterih sosednjih državah, po katerih se zgledujemo. Recimo Avstrija, Nemčija, kjer so z bistveno drugačnimi zakonskimi spremembami dosegli dolgoročnejše učinke. In kazni niso najbolj ključne. Nekatere druge spremembe, ki jih pripravljamo znotraj, bodo nam pomagale doseči te rezultate. Morda to govorimo, če lahko se da navežem, mislim, da je nizozemski primer, kjer je zakonodaja prav določa, da mora pri vsake obnovi ceste izvajalec poskrbeti tudi za morebitno izboljšanje varnosti. Gre za celovitost zakonodaje. Ne gre samo za, mi smo v Sloveniji naredili zakon o varnosti cestnega prometa, v katerem imamo vse. Voznike, vozila, vse, infrastruktura, vse je noter. In v bistvu je treba zadevo razdeliti in po specifičnih področjih jo zelo natančno. In to ravno sedaj počnemo. Jaz se upravičujem, da tega ne razpravljamo še javno. Zadeva mora biti strokovno dobro pripravljena, povabljeni so strokovnjaki, mislim, da vaše ministrstvo je glavni koordinator, mi sodelujemo, zraven so zunanji eksperti z pravnega področja, z prometnega, civilna družba, tako da bomo probali pripraviti dokaj kvaliteten predlog, ki bo potem skozi javno razpravo se seveda lahko še izboljšal. Absolutno. Naj pa bi šlo v smeri izboljšanja, morda vi veste, izboljšanja varnosti na odsekih. Tudi prav gotovo, tudi ta zadeva bo zajeta, seveda bo to šlo v zakon o javnih cestah, skratka, da se tudi ta segment infrastrukture. Nazadnje, če ste spremljali naše predsedovanje, je tudi za časa našega predsedovanja bila sprejeta ta direktiva o varnosti cestne infrastrukture. Tako da bo ta zadeva prav gotovo tudi v ta novi zakon oziroma ta paket novih zakonov vključena. Je pa dejstvo to, kar ste rekli, torej ta efekt začasnega, kako bi rekel, rezultata posameznega zakona, ko dvigneš globe, definitivno iz prakse drži. Skratka, imeli smo nekaj takih primerov, ko se je čez čas zadeva razvodenela in tudi zaradi tega, da bi ta efekt zadržali čim dlje, sva se tudi osebno z ministrom posebej angažirala in prav na tem področju preventive dala nek svoj pospešek oziroma da smo na tem področju zelo, zelo pospešili nekatere aktivnosti, tudi s tem namenom, da ta efekt zadržimo čim dlje. Tudi s temi vsemi akcijami, ki ste jih tudi v mediji zelo dobro pokrivali, vključujemo na vse mogoče, da ne bom rekel tudi cerkev in tako naprej, da bi res na tem področju dosegli čim boljše rezultate. Dejstvo je, več bomo govorili o tem, iz večjih ust se bo slišala ista zadeva, boljše rezultate bomo na tem področju imeli. Dejstvo pa je, da brez zakona in brez kazni pa očitno pri nas tudi ne gre in to smo sedaj dosegli, seveda pa treba, tako kot sem rekel, za ta efekt zavleči čim dlje, da ne bom rekel ga zadržati z aktivnostmi na področju preventive. Tudi bi samo nekaj še dodal, če lahko pri tem. Niso samo pomembne kazni in višina kazni, ki so relativno visoke. In seveda večina ljudi najbolj vidi seveda ta učinek. Največji učinek po tem, kaj lahko sedaj ocenujemo v tem trenutku, je največji ta vzgojni učinek na voznike in na okolico. Ne samo na voznika, tudi na okolico ima ukrep pridržanja do iztreznitve in pa odvzem vozila.
pogoji, pod katerimi smo lahko to počeli v prihodnje, praktično odvzem vozila je bil možen, ampak pod popolnoma drugačnimi pogoji in pa seveda pridržanje zaradi vinjenosti ni bilo mogoče. Tako da so policisti praktično bili nemočni v teh primerih in ta učinek je veliko, veliko večji kot učinek kazni, ki jo nekdo mora plačati. Ne. Zelo težko je v službi s znancem vsem razlagati, zakaj si 12 ur preživel v priporu.